Lep pozdrav! Informacijske tehnologije Poznik imajo svojo genezo 40 let nazaj, ko se Vili Poznik začne ukvarjati z razvojem medicinske opreme. Kmalu je ugotovil, da zgolj fizika in mehanika ne moreta nuditi popolno podporo človeku, ki rabi rehabilitacijo po poškodbi ali pri saniranju zdravja. Takrat je razvil sodelovanje z Vojno medicinsko akademijo v Beogradu, VMA, in takratni vrh vojske je bil zelo naklonjen raziskavam, ki so jih narekovali izzivi. Eden od izzivov je bil, da je vojska želela imeti aparat, ki bi v zelo kratkem času pomagal vojaku, da si odpočije tako, kot da je počival ali spal 8 ur. Nastala je raziskovalna skupina, ki je izdelala takrat revolucionarni aparat Elmak. Elmak je pravzaprav aparat, na katerem lahko v frekvenčnem območju od 2 do 24 Hz moduliramo, s kakšno frekvenco bomo vplivali na procese človeka, ki nosi ta aparat v svoji bližini. Rezultati, ki so bili doseženi na poskusih z vojaki, so bili presenetljivo dobri in takrat je to sprovociralo tudi medicinsko stroko, ki je želela iskati odgovor, kaj je tisto, kar je tako prevladujoče, učinkovito in dobro vplivalo na vojake. Ugotovili so, da cel kup procesov, ki so se spremenili na bolje, so spremenjeni zaradi vpliva spremembe obnašanja vode. Nastala je raziskovalna skupina Hidronik, ki se je ukvarjala z fenomenom vode, in proučevanja so dali rezultat, da je že takrat 30 let nazaj bilo jasno, da voda ni samo tisto, kar smo se učili v šoli, ampak je voda mnogo več. Že takrat je bilo jasno, da voda sprejema informacije, se v skladu z njimi obnaša in vpliva na procese. Danes k sreči lahko ugotovimo, da so tudi različna znanstvena področja potrdila, da voda resnično ima to lastnost, da sprejema informacije, jih nosi in predaja. Ni dovolj samo, da vemo, kaj vse voda lahko za nas naredi dobrega, najti je treba poti, najti je treba materiale in postopke, kako bomo mi vodi lahko narekovali tisto, kar želimo, da voda naredi za nas. Torej, nosilna tehnologija tehnologij Poznik je tehnologija Hidronik, potem je tehnologija zajemanja podatkov, ker moramo po posebnih postopkih ugotoviti, kaj so prevladujoče lastnosti enega procesa, kajti to je osnova temu, da lahko potem tudi vplivamo na spremembe, kadar so potrebne. Potem imamo tehnologijo prenosa informacij. Ta tehnologija pravzaprav deluje na spoznanjih Wilhelma Reicha, ki je dokazal, da naš skupni medij se imenuje orgon in znotraj njega lahko prenašamo informacije. Z nadgrajeno tehnologijo in poenostavljeno smo pravzaprav tudi mi razvili tehnologijo prenosa Poznik. Torej, za te potrebe imamo orgonski sevalnik ali orgonski top, kakor pač kdo to poimenuje. Naslednja tehnologija je tehnologija informacijskega odtisa. Informacijski odtis pomeni to, da veliko ljudi zna oceniti določeno težavo, ne vejo pa, kaj je pravi vzrok tiste težave. In takrat pravzaprav mi z avtonomnimi postopki opravimo intervjuje in meritve in ugotovimo, kakšen je informacijski odtis okolja, procesa, informacijski odtis živali, človeka in podobno. Iz vsega naštetega izhaja, da pri vsaki od teh tehnologij rabimo rdečo nit. Rdeča nit je, da smo 4 leta nazaj patentirali in poimenovali, da je enota mere informacijskih tehnologij Poznik IEP, to pomeni informacijsko-energetski potencial. Informacijsko-energetski potencial pravzaprav govori o tem, kakšne informacije vplivajo na določen proces, kakšna je energija v tistih procesih in kakšen potencial za spremembo vse to omogoča. Kajti, če želimo spremeniti tisto, kar za nas ni ugodno, rabimo potencial. Potencial pa pravzaprav vznemirimo z informacijami.
In informacije so tiste, ki omogočajo, da energija, ki je vse prisotna in nas strukturira, dobi smer delovanja. Ni prav, da kdaj govorimo o tem, da nimamo energije. To ni v skladu z nobeno od znanstvenih in laičnih ocen. Energija smo mi, energija je vse, kar nas strukturira in obdaja. Gre za to, kako motivirati to energijo in jo usmeriti glede na naše potrebe, želje in cilje. Kadar imamo zelo jasno oceno informacijsko-energetskega potenciala, lahko na osnovi tega razvijemo postopke, kako bomo zajeli ident težave ali okolja in kako ga bomo premodulirali, prestrukturirali, torej z novimi informacijami oblikovali tako, da bo prišlo do želenih sprememb. Torej, informacijsko-energetski potencial je baza vsemu nadaljnjemu odkrivanju, delovanju in omogoča, da lahko potem, ko izvedemo delovanje, tudi izmerimo, kako se je informacijsko-energetski potencial spremenil. Če se je informacijsko-energetski potencial spremenil, potem smo pravzaprav ubrali prave poti in znotraj tehnologij našli prave odgovore. Vsakdo, ki želi v svoje življenje priklicati kakršnokoli pomoč, je prav, da se najprej zave, da temelj vsemu, kar smo in kar se dogaja, so informacije. In ko smo enkrat sposobni to razumeti, potem vemo, da ne obstajajo nemogoče stvari, obstaja samo sposobnost biti fokusiran na cilje, uporabiti prave informacije oziroma iskati prave informacije tako dolgo, da do njih pride. Informacijsko-energetski potencial odraža, kakšno je naše psihofizično stanje, odraža to, kakšni so naši deficiti in odkloni, in ko se tega zavemo, lahko začnemo ubirati poti, na osnovi katerih bomo spremenili IEP. Veliko uspeha pri raziskovanju tistega, kar vas zanima, in zavedanja, kaj je IEP, vam želim.